Ne vem, ali si lajšam dušo, ali kaj delam, ker tole ne bo neka teoretska mojstrovina, ampak toliko sem bil po včeraj razpizden, sem gledal tisto Tarčo, da sem sred tistega Gorazda Kovačiča ugasnil. To je bilo neprebavljivo. To je poniževanje človeškega intelekta in moralne razsodnosti. Zdaj, govoril bom, malo sem si skiciral, ker sem mogel danes pa še enkrat tolo Tarčo pogledati, in še enkrat nisem mogel govoriti, kako si Erika Žnidaršič racionalizira tisto svojo verzijo, ki jo ona vidi, in celo uredništvo, cela RTV, kako vidi svojo verzijo resnice kot sveto. Če je kdo gledal tisto vzhičenost Nemca, kako je tam euforično govoril, on misli, da ima prav. To je zdaj jeba človekove duševnosti, da se človek lahko racionalizira katerokoli resnico si hoče. Si jo racionalizira in pride do znamenite kognitivne disonance, o kateri sem en video nazaj govoril. Se pravi, logično sklepanje ti odpove, moralna razsodnost ti odpove. Tisto, kar vidiš, vidiš popolnoma popačeno, popolnoma po diktatu nekega nezavednega ali pa predzavestnega jedra, se pravi, če si politično opredeljen levo, potem vidiš, kaj že vidiš? Da so bili torkovi protesti, eskalacija policijskega nasilja, da je pa too much. Da je to pa zdaj največji problem torkovih protestov, da so bili policisti preurano in preveč nasilni do miroljubnih protestnikov. Če kdo to vidi, potem ne da ima srce na levi, ampak je budastko noč, se reče v naših krajih. Glup kot točak ali pa kot kurac. Mislim, torkovi protesti so se zgodili pod poveljstvom nekega motenca, patološkega narcisa, ki nima trohice moralne razsodnosti, ki ne vidi nič drugega, kot sam jaz bi rad prišel v parlament. Ovce, zombiji, pejte za menoj, gremo v napad, potem pa dobiš tisto ranjeno dušo Čordiča, sprehodimo se po Ljubljani. Kako že? Tako kot prejšnje 3 srede, oziroma prejšnjo, če je bila prva mirna, z 10.000 protestniki tam, pa Saško Lendero, pa Wernerjem. Wow, adijo pamet, pa zombi, teoretiki zarote, še troha je svoje dodal pacient. Mislim, zdrava kmečka pamet, moralna razsodnost, ali pa razsodna moč, ki je malce več. Moraš imeti pamet, moralno razsodnost, nekih nezavednih jeder, potlačitev ne smeš imeti eklatantnih, motečih. Potem vidiš, da te sredini protestniki pod poveljstvom Zorana Stevanoviča niso diht. Ok, če bi to s faktorsko analizo delal, bi dobil 3 faktorje. Pa ne bom zdaj utrujal s to metodologijo, ki je po svoje kvantna, ampak imaš tam neke normalne firce, ki jim grejo na živce ukrepi. V Stevanoviču ne vidiš drugega kot nekega povspetnika, ki je zelo prodoren, tam se je kurčil in prišel drugi krog županskih volitev v Kranju. Ne opaziš, koliko je to en velik runkelj, prefinjeni runkelj, mislim, logotip bi lahko hodil. Da stiš. To ni največ, On nima rad Slovenije, on ima rad samega sebe. On je narcistični guru, egomanjak. Če njegove simptome gledaš, če si ti normalen, ne boš bodybuilding treniral. Zdaj, kaj jaz vidim v tej Tarči? Da je zavozila, da meša hruške pa jabolke, da se opredeli popolnoma ponesrečeno.
Se pravi, opredeli se za protestnike, ki so na povodcu nekega guruja narcističnega, ki tiste zombije vleče v propast, na Celovško ali pa na obvoznico, pa tam en Čordič, na sprehod. Pa ti sprehodi so bili eklatantno agresivni. Kocke so imeli, bakle so imeli, gorjače so imeli. In zdaj pa odvetniku Čordiča prav, mojemu klientu ni bilo dokazano. Seveda mu ni bilo dokazano, če imaš pa to levo sodstvo, ki uživa, če se najde nek Čordič, pa en Stevanovič, pa celo Troha, ki minira vlado. Dajmo imeti predčasne volitve, si mislijo vsi tam na levi. V vseh podsistemih, tudi sodstvu, še posebej sodstvu, so sami levičari. Razsodne moči in moralne razsodnosti pa nikakršne. Mi imamo delegacijo na Brdu in mi se zdaj smešimo pred celim svetom z nekimi zombiji, ki marširajo po obvoznici, oziroma ima to željo. In zdaj policijsko nadzorstvo se je okrepilo, ker se je tisti šef ljubljanske policije zamenil. Hvala Bogu, da se je. Olaj, bravo, olaj bil moč razuma v tisti tarči. Ok, Grimsa jaz ne maram, ne? Ampak Grimsa sem se jaz naučil, da ne blatiti osebnosti, ampak blati njegove besede, njegova dejanja. Če ima pa slučajno kaj normalnega zapovedati, mu prisluhni in da je glavo dol, če kaj pametnega pove. Včeraj je Grims pametno govoril. Ok, zmotil se je, ker je preslišal, ko je ta Gorazd Kovačič, sociolog. Gorazd Kovačič je dejansko rekel, da petkovi kolesari so politični protestniki. Grims je pa to zamešal. Sredini oziroma torkovi protestniki so politično neprofilirani. Ampak so, ko naj rečem, politično analfabeti. Vejo sam, da tale vlada tako, da mi ne moramo uživati. Načelo ugodja jih jebe. Po Freudu. Ne morejo normalno živeti. Ja, seveda ne morejo, če je epidemija. Če se nam zdravstveni sistem sesuva. Lahko nam kolabira. Lahko nam umre še več kot 5000 ljudi. Lahko se nam to zgodi. Zato imamo PCT ukrepe. In ti zombiji pod poveljstvom tega Stevanoviča protestirajo proti ukrepom, proti PCT pogoju, ki je dejansko nadležen. Lahko se ga da spiliti, da bo malce bolj življenjsko. To lahko vlada naredi. Ampak tisti, ki protestirajo proti tem, da ni luštno živeti pod temi ukrepi. Mislim, tako kot ni luštno živeti, če imaš tam liziko, pa bi rad lizo. Jaz bi liziko. Ne boš dala lizika. Počak kosilo imamo. Po kosilu boš liziko. To je ena otročja razvajena drhal. Sorry, ker so tudi nekateri moji prijatelji ali pa znanci bili tam, lahko zamerijo. Mene zdaj to ne zanima. Malo si zdaj lajšam dušo, ker tole govorim, ampak malo pa dajem svojo razsodno moč v tole moje govorjenje, ki je na silo, ker sem rekel, ne bom več takih neumnih videov snemal. Jaz bom snemal video v psihoanalizi pa kritiki psihiatrije. To je moj projekt. Ne pa, da se zdaj ukvarjam z nekim Troho, Sašo Petek, Santo Esmeraldo, Srečko Šorli, Zoran Stevanovič. S temi pacienti moram jaz ukvarjati. Ampak dajem pa podporo kot levičar, to boli še pa še. Srce imam na levi, pišem z desno glavo, imam obene sred. Dajem podporo enemu Olaju, ki je pravilno rekel, ne moš ti Nemec butast, reč, da so policisti neotesanci. Policaje jaz nimam red, ker so me grenili življenje sred noči, so me ustavljali, ker sem vozil skozi naselje 63, ne 50. Pač policajka me ustavlja, ki si je rekel, ti baba butasta, ti meni lahko stripti zapleškaš, ne pa da me sred noči ustavljaš. Pa sem plačal 500 €. Policaji mi niso blizu, ampak tokrat stojim za policaji. Policisti, ko sem že reče. Mislim, in hvala Bogu, da se je šef policije zamenil, da so bili zdaj ti rigorozni ukrepi policistov bolj interventni, urgentni, pravi čas. Preden se je drhal,
razposajila do ene neobvladljive mere, do stopnje, ko moškega, ko pade v nek agresivni tanatični trans. Tanatos je agresivni gon po starem Freudu. Jaz sem sicer mlado Freudovec. Ampak moški, ki zapade v tanatos, se pravi, ko je kastracijsko preteč, ali pa ko se bori proti kastraciji, kastracijo pa vidi strani policistov, ki so simbol očeta, potem so taki neovladljivi mladci, pa tudi ne toliko mladi moški, so neovladljivi. In policijski strokovnjaki za varnostne vede, bi se reklo, znajo predvideti, če bomo mi to spustili z rok, da bomo mi intervenirali šele, ko bo Drhal hotla jeti na ne vem kam, Celovško ali pa na obvoznico, bo prepozno. Prej jih je treba zamejiti in so jih. Kako že? Jaz z vodnim topom. Pa so vzivcem. In potem so one mamice jokale, da je tam pa otročička. Ja, butasta mamica, nisi vedela, da se to obeta. Pa kaj si tega otroka kja vodila? Kaj rinete med te protestnike? Kaj firk spasete? Ja, pa smo pa jokali. Mislim, da se ti še skladam po mezincev vseki. Pa bod kaznovana, ker firk spaseš tam. Nič hudega, sloteč sem šla na sprehod. Ja, pa kaj rineš med to Drhal? Med zombije? Med kure? Med ovce? Mislim, ta tarča se opredeli za levost paketno, da še enega narcističnega, patološkega narcisa, egomanjaka, Stevanoviča, podpira Čordiča, njihovega Čordiča, ki je eklatantne zdrse naredil s tem, ko je skočil, nekulturno skočil na državno proslavo lani, ko je napadel Kreka, ko je pel na RTV-ju brez maske, ker se mu je to dovolilo, ker je hotel svojih 5 minut mileta, da bo prišel kjer prejšnjo sredo. Pa jih ni dobil, Pa dejte, repi, sublimiri svojo patologijo, svoj patos, svojo agresivnost, repi, ker si bil dober repar. Lahko, da še boš. Ampak kot osebno si pokvarjen kot kvargl. Stevanovič, Čordič, da ne omenjam Esmeralde, pa Šordije, pa to so pa pacienti. Ne begati slovenskega naroda s temi svojimi divjimi pogledi na COVID krizo. Ne to delati. In jaz se zdaj tle izpostavljam, ker mi je hudo, da slovenski narod ne more prebroditi te krize, ki je kriza znanstveno dokazana, medicinska kriza, virus nas jebe v glavo, zdravstveni sistem nam se sesuva, policistom se bo zmešalo, ker morajo te ovce pa zombije krutiti, pa migrante imamo. Mi moramo znanost poslušati, PCT pogoje, če tudi omiljene, moramo imeti maske, zdravniki pravijo, moramo imeti, ker omejujejo prehod virusa, moramo imeti, ni pa lušen to imeti. Med lušen pa mora prav zmagati, ne pa lušen. In če niste imeli ojdipskega fotra, ki bi rekel, ne smeš, in vi ubogate avtoriteto, potem mora biti sistem tisti, ki vas zameji. Kako že? Če tudi z vodnim topom. Ne morete demonstrirati tako, kot ste demonstrirali prejšnje 3 srede. In policisti, če vam je kaj do tega, pa vas vedno kritiziram. Ampak tokrat pa zaslužite moje pohvale. Bom zamižal pa pozval, kako ste vi mene jebali sred noči, ko sem me ustavljali. Ali pa tam sem 5 kilometrov prehit peljal v nedeljo, ko ni bilo žive duše na cesti, pa ste me jebali. Zdaj vam pa Bog daje, ne vem, kaj vam daje, da morate trpeti ob takih norcih. 2 paradigmi, tudi v včerajšnji tarči, sta bili zaznavni. Ena paradigma je leva paradigma, se pravi, levičari se borimo proti desnici, ker če desnica pride še enkrat na oblast, pa če ohranja to oblast, smo mi ob privilegije. Mi smo bili doslej prvorazredni državljani, potem bojo pa še tisti desničari ali pa mi konzervativci s srcem na levi, pridejo v štih zraven. In kaj bomo potem mi naredili? Mi ne bomo toliko ugodnosti imeli, ker jih bojo imeli še te tako imenovani drugorazredni državljani. Mislim, kje pa tukaj pravičnost? Mi moramo, vsaka država mora imeti pluralnost.
Mora imeti liberalce in konzervativce. Jaz se imam za konzervativca, pa sem nekonsistentni levičar sicer, ne? Ampak v tej državi, v teh medijih, jaz nikamor ne pridem. Ne, Janša te plačuje. Mene nihče ne plačuje. Jaz sem Janša videl, ne vem, pred 20 leti, ko sem bil direktor Zavoda za šport, ki je on igral fuzbal za vlado proti estradnikom. Pa sem mu dal posebej garderobo, da ni bil skupaj z vsemi temi. Sem ga prvič videl in zadnjič in edinkrat. Nikoli ni imel nobene korespondence z njim. Mene nihče ne plačuje, jaz sem glas razuma. In moram to posneti, ker je to moralno prav. Če mi je Bog dal nekaj znanja, pa še jajce, testosteronsko moč, moram kritizirati Eriko Žnidaršič, pa Tarčo, pa RTV. Da fura to deljenost med leve in desne, da vodo zliva na svoj mlin, na levi mlin, namesto da bi objektivno zastavila to oddajo. V resnici pa nek diskurs, v katerem mora subjekt izstopiti iz diskurza, kot sem se jaz naučil na drugem podiplomskem študiju sociologija kulture na Filofaksu, iz katerega prihaja ta levi hlapec Gorazd Kovačič. Jaz sem leta 2001 ali 2002, pred 20 leti, drugič magistriral na sociologiji kulture, ker sem magister sociologije kulture. In tam sem se jaz naučil, Rastko Močnik me je naučil, da mora subjekt izstopiti iz diskurza, ko razpravlja teoretsko. Ta Gorazd Kovačič pojma nima, ker je trosil nebuloze kot levi hlapec. Isto Peter Klepec, ali je že Martin Krpan, ne, Peter Klepec, filozof. Filozof? Naloga filozofov je, da postavljajo pametna vprašanja, ne pa da dajejo pametne odgovore. In ta hlapec, Klepec, se tam izpostavlja kot že rekel Močnik. Tvorni agent. Imaš tvorne agente, pa trpne paciente v knjigi o ideologiji. Pri Močniku sem magistriral drugič iz ideologije. Kjer sem govoril, kako norost, kako simptom enega posameznika zaznamuje cel kontekst v družbi. In pa prideta dva hlapca z Filofaksa, Peter Klepec, filozof, in Gorazd Kovačič, sociolog kulture. Jaz sem tudi magister sociologije kulture, med drugim. Subjekt mora izstopiti iz diskurza, zato da je njegovo razpravljanje objektivno. Včerajšnji Tarči ni bilo nič objektivnega, razen tisto, kar je Olaj govoril, pa recimo Grims, ki ga ne maram. Važni je ton, tale svetloba mi pojenja, ampak nič hudega. Malo sem si tlele delal neke izpiske, pa kačem to. Pa kličejo na pomoč neke odvetnike. Čordiču ni bilo dokazano, pa so ga izpustili. Levi pravni sistem dela uslugo Čordiču in še Stevanoviču, ki bi mogla, po katerem členu, 302. členu nekega zakonika, mogla je za en let uresti, a pa za par mesecev, ker čuva ta narod v najbolj neprimernem trenutku. Oba dva, Čordič in Stevanovič. Vse je ok, vse so še drugi, ampak nekter bolj 39. člen zakona o duševnem zdravju, mogli na psihiatrijo je. Levica brani anarhiste. Nemec bo sesul SD, tako suvereno, skupaj s Fajonko, da bo Levica dobila 20%. SD pa bo prišel 4 poslanci v parlament. To dela Nemec. Ker to ne moreš ti tako glupo razpravljati, kot je Nemec včeraj razpravljanje, se postavil na stran protestnikov. Imamo medicinsko stroko, ki pravi, PCT pogoj mora biti. Psihologi, ki vemo, pa psihostrokovnjaki, se psiholog Bojan Musil tega ne ve, ker je levi hlapec. Psihiatri sploh ne vejo nič. Treba je vedeti, da človeka obvladuje načelo ugodja. In tisti, ki nimajo moralne razsodnosti, nimajo nadjaza, rabijo avtoriteto, da jih v red spravi. Se pravi, rigorozne ukrepe.
lanskega marca sem jaz rekel, Slovenija rabi, ko sem že rekel, rabi diktaturo. Tole se neko faktorji. Ker teh užitkov, hlepecih, ovc, pa zombijev, agresivcev, narcisov, se ne bo dal drugače spraviti v red kot z diktaturo. Seveda v demokraciji ne moramo imeti diktature. Ampak to bi bilo odrešitev. Ne pa se pa tle en Nemec zauzema za demokracijo, pa za svobodo, pa te všečne fraze. Kakva svoboda? Pa če imamo mi epidemijo, mi se moramo, ne vem, držati ukrepov. Nekdo mora ovcam dajati kompas. Medicinska stroka predlaga, ker so to študirali, vejo za protokole, če pride do epidemije, kako je treba ukrepati. Najditi treba tiste posameznike, ki širijo virus in jih izolirati v karanteno. To se učijo na medicinski fakulteti. In to predlagajo, potem se pa nekdo iz politike, vlada, predsednik vlade, zdaj kdorkoli je, Šarc, Tito, Janša, kdorkoli je, se podpiše pod nek dokument, ki ga predlaga medicinska stroka. Če sociologi pa psihologi rečejo, joj, tole ne moramo tako zastaviti, ker imamo tak pa tak narod. Narod se ne bo tega držal, narodu se bo zmešalo, narod ni ubogljiv, dajmo bolj blago zastaviti, rečejo psihologi pa sociologi. Pa naredi vlada kompromis. Medicinci se pa tam v tla mečejo, ja, zakaj niste? Ja, zato imamo norce. In moramo obzir imati, da so tudi norci ljudje. In da je treba njih zmanipulirati. Nekaj pa z rigoroznimi ukrepi zamejiti. In policija je ključna v teh težkih časih. In ko začne policija pravilno ukrepati, ko je pravi čas, dovolj agresivna, da zameji te norce, se najde Erika Žnidaršič pa svojimi oprodami, pa zliva gnojnico po vladi, pa policistih, po olaju, ki bi v tarči edin glas razuma. Pa kliče tam na pomoč Tomaž Čas. Tam se je osmešil, ker je trosil nebuloze, on je levi hlapec. Pa tudi ko je živi Miroslav Žaberl, je tam bil tudi kup nesreče, ni upal nič povedati. Ja, malo so bili preorano grobi. Pa kaki preorano grobi? 3 tedne prej bi že mogli grobi biti te policisti. Da se ne bi te protesti razbohotili in Den Stevanovič ne bi bil faktor, ampak da bi bil en pobalin, ki ga je treba zamejiti. Pa da za pol leta urest. Pa Zlatko tu treba ušesa narediti tako, da bo suvereno tiho še naslednjih 10 let. Ali pa repi brez repa na glavi. Kaj vem, ko čem še povedati. Ja, svoj čas, ne v Trbolah, tam imeli proteste. So nekateri vrli, te naši lokalni vaški posebneži, klicali Orjuno na pomoč. Jaz stanujem na Vresko 6, je bil en Franc Vresk, pa trg Franca Fakina imamo, to so tam neki narodni junaki, Trboveljčani, ki so se zoperstavili tam Orjuni. Pa to je bilo pred 100 leti. So se zoperstavljali zlu. So lomili zastave tam. Najbolj, to so bili, rekel, klošari, preddrzni klošari, pankrti, brez fotrov, brez nadjaza. In so se zapodili, ko svinja obučev tiste orjunaše. Bravo, imajo svoje ceste, spomenike, vse imajo. Ampak to je bilo pred 100 leti. In ko so se zakadili, ko svinja obuče, so se tam zakadili, tam, kjer se je bilo slučajno treba zakaditi. Ne moramo se pa ga zakaditi v vladi, ki rešuje celo Slovenijo. Posluša medicinsko stroko, posluša modrice, strokovne komisije, mojstre, nekega znanja posluša in potem vlada se za nekaj odloči. Pa se pa najdejo neki anarhisti, ko se zaletavajo pa v vlado. Češ, ja, to je plemenito, to so delali pred 100 leti. Pred 100 leti je bila druga situacija, ko so delavci pred 100 leti stavkali proti lastnikom produkcijskih sredstev, ki so jih nesramno izkoriščali. Zdaj pa ne moramo
paradigmo pred 100 leti preslikati v te čase, pa reči, anarhisti delate pravo narodovo poslanstvo, anarhisti, ki so brez moralne razsodnosti, brez kompasa, samo uživali bi, vse, kar je desnega, bi potamanili. Policija jim tega ne sme dovoliti. In tudi levi intelektualci morajo spoznati, da je vlada nekaj, kar se mora v teh časih spoštovati. Da so bili torkovi protesti en hud zdrs teh vodi, Zorana Stevanovića, Čordića, pa te partije. In RTV mora zaznati, da treba te torkove proteste obsoditi. Erika Žnidaršič, nimaš pameti, ali nimaš jajca, si preveč poslušna, vem kaj, torkova tarča, oziroma četrtkova tarča, je strel v prazno. Ne? To treba je to anale. In zato sem jaz tudi posnil tale video, ki nima neke teoretske vrednosti, ampak ne vem, olajšal sem si dušo, zdaj pa take it or leave it.